vsej verjetnosti bomo res potrebovali neko skeniranje prostora. Ne. Mi bo Albert pomagal, mislim, da je občina leta 2000 neko anketo raziskavo izdelala med šolajočo se kamniško mladino, kaj si želijo, v kaj so vključeni, in tam je bila ena izmed glavnih želja po nekem mladinskem centru. Drugače so bili pa več ali manj zadovoljni s tem organiziranostjo, ampak oni so gledali krožke, športna društva, tako bi sam rekel, vse, ne? Ampak bi imeli pa tudi nek svoj prostor, nek mladinski center za žur, zabavo. In potem je bila še v okviru Urada Republike Slovenije za mladino leta 2002 narejena 5 občin, je Kati raziskal in ena je bila tudi Kamnik, in iz tiste raziskave tudi izhajajo določeni ukrepi iz Albertovega koncepta, ne vem, v končni fazi pol iz moje diplomske, če si bo kdo prebral, več ali manj vse piše tisto, kar ste naredili, pa tisto, kar še niste naredili, pa od kje pobude prihajajo. Pa iz leta 2005, ko sem kot svetnik občini dal nek koncept, sem ga celo s sabo danes prinesel, ko sem ga že poimenoval, sem ga našel, mladinska politika in mladinsko delo v občini Kamnik, interno gradivo april 2005, ne, ker sem zanaliziral cel področje, dal spet neke pobude, zbral se tisto, kar je bilo do zdaj narejenega. Ta raziskava 2002 je bila zanimiva iz tega vidika, ker je ugotovila, da občinske strukture sploh ne poznajo mladinske dejavnosti v občini Kamnik. In takrat so se na podlagi tega začeli določeni pritiski, na podlagi tega so se začeli celo pogovarjati občinske službe z različnimi mladinskimi strukturami, in takrat je veliko vlogo odigral DAM, Društvo aktivne mladine, pa potem posamezniki, pa potem tisto šotorenje pozimi na glavnem trgu, pa 1. aprila, nek tak simboličen dan 2005, predaja prostorov mladinskega centra Mladinskemu svetu Kamnik, in potem 2006, mislim, da je bil tudi april, odlok o soustanovitvi tegale Mladinskega centra Kotlovnica, in potem se je MSK izpela. Veste, MSK je bila ustanovljena na podlagi zakona o mladinskih svetih, pod katerim so jaz in Albert dokaj aktivno sodelovala, zato, da ustanovi mladinski center. Teme pa ni bilo več. Teme je pa na nek način mladinski center požaril MSK. MSK ni več videla nekega svojega interesa, zakaj naj se bori naspram občini, če je pa že vse na nek način urejeno za tisto, kar smo se borili. Sistem, saj tistega, ki sem si ga pa jaz predstavljal, še kot eden izmed tistih nosilcev na Uradu za mladino, je bilo pa ta. Mladinske svete ustanovimo zato, da ima občina oziroma občinska oblast sogovornika. Mladinski center se pa ukvarja s programi, z izobraževanjem ljudi, ki bojo lahko te programe v prihodnosti izvajali, vodili mladinski center, se širili ven, pokrivali to mladinsko področje. In tukaj je ta komisija, ki je pa Matjaž omenil, mešana komisija za mladinska vprašanja, Boštjan, ene parkrat je bila ustno sicer z moje strani ponujena, mislim, da je bila tudi še v prejšnjem mandatu, tudi so bili neki dogovori med občino pa MSK, ampak do tega ni prišlo. Bi bilo pa fajn, da bi prišlo. Že predvsem iz tega zaradi 2 stvari. Prvič, da se naredi 4-letni ali pa 2-letni, kakorkoli se bo dogovoril lokalni mladinski program, dokaj konkreten, kjer se bo noter opredelili neke cilje, in pa na nek način tudi to, da se opredeli lokalne mladinske organizacije. Ko ti delaš razpis za mladinske organizacije, za mladinske programe, pa ga nimamo, mislim, imamo, ampak je nekih 6.000 evrov, ker tudi nekega velikega interesa ni, se ti lahko prijavi čisto vsak. Če pa ti zdefiniraš lokalne mladinske organizacije, oziroma če pride do te potrebe, jih pa tako kot imaš nacionalne mladinske organizacije, rečeš, lejte, obstaja v občini Kamnik 6-7 lokalnih mladinskih organizacij, prepoznanih, ki izpolnjujejo določene pogoje. Te bodo direktno dobivale sredstva za to, da delujejo. Za določene posamezne programe bojo pa dobile še neka sredstva. In to bi bilo treba urediti. In še enkrat, se mi zdi, da je zdaj ta leto 2009 tista prelomnica, ko bi mogli nove izzive iskati. V Velenju so imeli že vrsto let nazaj
je mladinski center ugotovil, da je določena mularija prihaja v mladinski center in so najeli kombi, oziroma so ga celo kupili, dali noter vzvočenje, koše za basket in so šli v blokovska naselja in na začetku ni bilo nobenega, pa so pa začeli hoditi. So začeli mulci sami turnirje organizirati znotraj blokovskih naseljih, oni so jim dali pa infrastrukturo. In jaz mislim, da glede na to, da vam je uspel priti do mladinskega centra, da ste sposobni tudi še kaj drugega narediti. Glede prostora je pa tako, Tuhinjska dolina ima polno zdaj nekih novih teh krajevnih centrov. Šmaca ima svoj krajevni center. Mladinski center, se mi zdi, mora tak nabor programov narediti, da jih lahko tudi drgam pele. Prostor v končni fazi niti ni bolj več tak problem. Občina je pa tista zdaj, ki bo pa mogla zagotavljati sredstva. Tisti, ki se spomnite, koliko je bilo, Albert se sploh spomne, leta 2000 denarja po občinskem proračunu, koga je letos, je to dan in noč. Se mi pa zdi, več pobud, več iniciative strani Mladinskega sveta Kamnik. Boštjan ima GSM in župana in mene in načelnice lahko kadarkoli pokliče, ampak on se bori za mladinski center Kotlovnica, za mladinsko politiko, za mladinsko področje. In tukaj noter je tudi študentski klub zraven, veste, je pa MSK. Mladinski svet Kamnik je nek sindikat organizirane in neorganizirane mladine. Na uradu za mladino smo imeli vedno problem, tukaj ste rekel Sanja, kaj sploh je neorganizirana mladina. Veste, vsak je nekje, na nek način nekje. Tako da mi smo lovili vse, mladinski center lovi vse. Ker v končni fazi tista mladina, ko je zdaj verjetno največ, je tudi organizirana, ker če prek spleta med seboj igrajo igrice, so tudi organizirane, tako da je verjetno naš cilj vseh, da je tiste mladine čim manj in da jih bi bilo čim več tukaj, a pa v športu, ampak družba je ta moment taka, tako daleč prišla, da verjetno to ni naša naloga, ampak bolj kot naloga družbe, naloga staršev in šole in tako naprej. Tako da bi pa poudaril to, kar smo takrat, ko je se občina odločila, da k mladinskemu centru tudi priključi najmlajše, se nam je mogoče zdelo na svetu zavoda, da to nekako ne bo šlo skupaj. Sam jaz osebno danes vidim, da je v bistvu dobro, da se že mladi navadijo, da je tukaj tisti mladinski center, ker tudi ko enkrat iz osnovne šole vam bojo to lokacijo seboj nesli in se verjetno sem vračali. Tako da to je dobro. Druga stvar, ko je že Brane omenil sredstva, tukaj pa le občina tista, ki mora zagotavljati sredstva. In če se prav spomnim, je bilo takrat leta 2007 proračun mladinskega centra nekih 70 000 evrov v prvem letu delovanja in 70% teh sredstev je bilo iz strani občine. Že naslednjo leto so se sredstva podvojila, ker so se tudi uspešno na mednarodne in na državne razpise prijavljali. Sredstva občine so pa v bistvu ostala tam nekje in so je razmerje zasukalo na 30-70. V letošnjem letu so nekoliko večja, vendar je tukaj še nov projekt, katerega priča smo danes, tale spletna televizija, tako da verjetno bo tudi tukaj treba opredeliti sredstva in jih ustrezno začeti povečevati, če hočemo, da bo mladina na tem področju tudi bolj dejavna. Ker le z dodatnimi sredstvi lahko tudi dodatne dobre programe nudimo in s tem pritegnemo ljudi. Mogoče sem še eno mnenje. Glede kvalitete pa kvantitete. Zdaj, veliko nekih lokacij, veliko nekih programov, to se sliši tako, bom rekel, v stilu teh mega velikih trgovin, zelo veliko ponudbe. Ampak jaz tukaj ne verjamem, da zelo veliko ponudbe bo zajel pa pol vse. In tudi mislim, da ni pomembno, kaj se ponudi, ampak da je tisto, kar se ponudi, da je dobro. In jaz tukaj bolj zagovarjam, bom rekel, eno zelo kvalitetno dogajanje, ki bo privabilo mlade, ker mladi mislim, da
toliko imajo še okusa, da vejo, kaj je dobro. Ne. In se odzovejo. In tudi ni pa več pomembno, kje ta lokacija je, mislim, nič ni pomembno. Ne. Tako kot veste, da greste v dobro gostilno, tudi ne glede na to, kje je, pa kako se do tja pride. Ne. In jaz tukaj res bolj zagovarjam to, ne, da se delajo dobre stvari in da to se čuti, no. Če neka skupina vleče zadevo skupaj, če so, mislim, da sodelujejo, da imajo idejo, da imajo neko vizijo, pol znajo tudi z malo denarja narediti dobro stvar. In jaz tako v Kamniku vidim, recimo, da je teren primeren. Prav zato, da če dobri rezultati so slišani in dobijo podporo. Ne, pač, ne vem, nihče ne bo dajal denarja za kar tako nekaj, ne? Ampak najprej treba nekaj pokazati in potem se gre pač en korak naprej in treba je držati kontinuiteto. Ne? In to je zelo težko, ne? To ni preprosto. Tako da, ne vem, zdaj mogoče malo moraliziram tukaj. Ja, jaz bi dodala še glede lokacije, ne, da verjetno tudi, ker smo tako veliko občina, da vsem dijakom ali pa tako ni najlažje prideti do enega, pa je fino, če imajo bliz, ampak je pol prav, da je en program, ne, da ni kar prostor sam sebi namen. In grejo pa spet neumnosti po glav. Pri nas pač imamo en prostor, no, na študentskem klubu, pa moram reči, da kar iz cele upravne enote pridejo, ne, verjetno je tudi dosti bliz srednji šoli, pa tako, ko grejo študentje se tudi kar dosti oglasijo. Ne. Zdaj na voljo imamo 6 računalnikov, ampak imamo pa malo omejen ta odprt čas, ne, da je lahko samo do 6. ure. Zdaj kakšne igre imamo tudi ob večernih urah, kakšne taroke, pa poker pa tako. Ne. Ampak tudi mi pol ugotavljamo, kako recimo mladino včasih pridejo samo določeni, kako še druge privabiti ali pa jih motivirati, kaj jim bi bilo všeč, kako ne jih pridobiti zraven, ne, da bi pa se pol pa en pride, pa reče, ja, se to pa kar v redu, pa se imajo kakšen projekt fajn, pa pol še kakšnega prijatelja naslednjič pripelje, pa jih je že več, ne. Ampak je tako, no, problem ugotoviti, kaj mi je všeč, mi smo imeli tudi že anketo, ne, na spletni strani, pa da bi kaj novega jim ponudila, ne, ker mogoče pač se včasih ne spomnimo sami tudi kakšnih drugih idej, pa tako, no. Sej pridejo, ampak bi bili lahko bolj korajžni. Slabo. Ja. Ja, prej na začetku smo tudi omenjali klubi prostori v študentskem klubu, kjer je pač teh 6 računalnikov, pa mladinski center. Ali mladinski center pokriva vso populacijo mladih, recimo z dnevnimi aktivnostmi? Malo še jaz nekaj povem. Se tako neko mikrofon sem, pa vsak pa šel prej na vrsto. Prej se mi zdi, da je bila ena taka luštna debata, ne, mladi v Kamniku, ne. Mladinski svet, da ga nekaj časa ni bilo. Je pa treba priznati, da ko smo ustanavljali ta mladinski svet, smo naredili eno dobro formulo, ko smo ustanavljali mladinski center, ne, smo naredili dobro formulo, kako ustanoviti. Ustanovil ga je mladinski svet Kamnik, kjer so vse organizacije, organizirana mladina. Ne, zdaj trenutno ne vem, koliko je društvo, 11, 12 mladih, ne, in na drugi strani občina. In je postal zasebni zavod, kar je še bolj zanimivo, ker je ena taka redkih formul, kar se je v Sloveniji uveljavlja. Ampak zakaj smo rekli, da mora biti taka ustanovitev? Zakaj nismo podpirali takrat javnega zavoda? To bo čisto zaradi tega, ker smo vedeli, da se bo te društva lažje najdla v mladinskem centru in te programe potem tukaj izvajala. Ker če bi to javni zavod, bi imel večjo gor, dol, težje bi najti ljudi. Tukaj se pa večinoma, če pogledamo, kateri so aktivni mladi v mladinskem centru, ponovadi prihajajo vsi z društev. Zelo težko smo ga še pobrali kratko z ceste, pa zdaj se deluje. Ampak tisti, ki se deluje zraven, je sigurno nekakšen društvu, a pa ga je nekako ustanovil. Ne, tako ta mladinski svet ima še vedno eno veliko funkcijo. Na vse zadnje je tudi organiziral to okroglo mizo. Je pa to, da se še vse skupaj malo lovimo, ker zadnja leta je bil res mladinski center na prvem mestu, kako postati dober mladinski center. In mislim, da imamo
danes enega izmed boljših mladinskih centrov. Od tega studija, spodnjega studija, glavnega prostora, veliko časa, energije se vložili, prostovoljnih ur. Ne? In to je tisto, kar je pozitivno, to je prostovoljnost, kar smo prej iskali. Na drugi strani pa treba zdaj iskati organizirano mladino. Mene skrbi dejansko naši politični podmladki. Ko so mi ustanavljali tole, nas je bilo 5 političnih podmladkov. Ne? To je bilo masarsko klanje v teh svetih. Nas je bilo po 20 noter, vsakih je 5 parpelov, tako da sigurno ni šlo kaj narobe. Komisije, zapisniki taki, da je bilo res oranj. Takrat se mi zdi, da je ena stvar cvetela. Zdaj pa ni več teh političnih podmladkov, ker nekako so se izgubili. Ne? So v bistvu bolj društva. Ne? Zdaj ne moreš nekega društva, recimo skejterskega, imeti, da bo se ukvarjal ne vem s čim. Pač oni se skejterji, najdejo pač program v okviru mladinskega centra. In zdaj od mladinskega sveta treba pričakovati, da nekako zbira to podporo, ne? Da nekje te mlade, ki pridejo v kotlovnico, proba še usmeriti med društva in jih ne dati smisel. Ne? Zadnje tudi kakšne politike rabo, ne? Tudi Brane je bil po moje tabor rekel včasih, kar je se. In to je to. Ne? Takrat smo rekli, imamo mladinski svet Kamnik, kar je organizirana mladina, zdaj mora da pa še neki neorganizirani mladini. Tako smo dobili 2 pola. Zdaj pa potrebno, da samo te 2 pola nekako imamo, da ima vsak je zase, vsak je avtonomen, tako mladinski center kot mladinski svet. Nekako za to mora skrbeti tudi malo občina, tako da vsak mu daje sredstva, da je ta avtonomija zagotovljena. Kar se pa tiče prihodnosti, ne, sigurno ne moramo kar odpirati ene stvari, ne, ker tudi vsaka analiza pa program ne reši problema. Ne. Tako, kar so prej rekli moji predhodniki, ne rabaš pa nekoga, ki potegne nek vlak. Ne. In treba biti pripravljen na te stvari, da si skozi pripravljen. Jaz mislim, da mladinski center tukaj je zrel, kar jaz pravim, za en tak mladinski inkubator. Ne. Zakaj mladinski inkubator? Če smo rekli, da imamo tukaj otroški mladinski center s Heleno, mladinski center, ogromno enih aktivnosti, zdaj rabimo, da mladi tukaj zapolnijo svoj čas, če ga pa zapolnijo še s tem, da nekaj ustvarjajo, kot da se naučijo snemati s kamero, da ga naučimo nekega marketinga na podlagi teh stvari, ki se tukaj dogajajo, kot se recimo na nekemu dogodku, vodenje mladinskega centra, lokala. Ne, pa dobimo neke mlade, ki so stare 23, 24, ne vemo, 20 do 25, ki dobijo neke veščine in potem tudi lažje najdejo službo. Seveda to delajo nekako ob študijskih dejavnostih, se učimo, dobijo neko podlago in to je potem en tak mladinski center, organizirane mladine, ki je ta prav. Ne. Pride sem, imaš možnost pri 17-18 letih dobiti kamero, postati kamerman, lahko si novinar tudi, lahko si vodja lokala, lahko sodeluješ pri prireditvi, organizaciji okrogle mize, naučiš se oblikovanja plakata. Ne, na tak način se jaz predstavljam mladinski center. Na drugi strani, če te pa dolg čas, pa lahko igraš ping-pong, greš na računalnik, karkoli. To je recimo, to se meni zdi, da bi mogli tudi nekako razmišljati in tudi mislim, da se v okviru zavoda, pa kotlovnice, tudi razmišljamo, kako bi naredili sredstva, da bi potem te stvari šle. Kaj ima še kaj tazga, kar sem se spomnil na hitro. Smo še pol ure tle, tako da... Lahko še kaj povem, ne? Ne, zaključujemo. Res? Ja, zaključujemo. Ne, Ja. vmes kar damo naprej, pa... Jaz bi še nekaj rekel. Hvala za povabilo. No. Ja. Moram reči, da jaz imam toliko energije še tem mladostne, da pri kakšnih takih stvarih, ki je treba kaj naprej povedati, sem zmeri še pripravljen. No, definitivno bomo sodelovali. Hvala za obisk. Zdaj bi tudi počasno probali zaključiti, če ima kdo še kakšno zadnjo Jaz bi še hitro nekaj. repliko. Se mi zdi, da moramo zdaj reči, da mogoče bi bila okrogla miza bolj pisana, posebno, zdaj ko pravimo, da je tista organizirana ali pa neorganizirana mladina, da je ni, ampak ko bomo šli ven, bomo videli, kako so tisti, ki so organizirani, kako so aktivni zunaj zdajle, pri tem pozdravu iz kotla. To, kar je gospod Margole omenil, kvantiteto in kvaliteto, jaz mislim, da tle v mladinskem centru, da je recimo tle pri kvantiteti se mi zdi, da je bistvo tega, da je zmeraj, da se nekaj dogaja. Da tist, ki mu je dolg čas, pa samo zabluzi, pa pride pogledat, če je, ne vem, prijatelja išče, ali mu je dolg čas, ampak ko pride pogledat, nekaj se dogaja, pa če ne drugega, jaz ne vem, pa če so samo tam mali otroci, takrat recimo 12 do 5, pa ga bomo že znali spodbuditi, da bomo rekla, ne, kaj bi pa tebe zanimalo. Ne. No, tle bi pa rada pa takoj pred rekla,
da vse analize, pa vse tisto, o čemer se mi pogovarjamo, pa o čemer premišljujemo, kako bi mi izboljšali vse skupaj, da ne smemo pozabiti, da moramo najti način, da bojo pobude prišle od mladih in če bojo prišle od mladih, bojo potem tudi aktivni. In to, pa še to, da že zdaj opažamo, da to pa lahko, kaj se dobro bi lahko se samo hvali, da lahko rečemo, da se toliko stvari tle v Mladinskem centru dogaja, da nam v bistvu tle zmanjkuje prostora za kakšne take stvari, recimo jaz čutim sama konkretno, ne vem, en tak bolj intimen prostor, kjer bi to nič hudega, če se te mladi družijo, takrat pa če eni na računalnik, pa tudi čakovnejo, pa one punčke nekaj, ne vem, nekaj nizajo, ali nekaj štrikajo, pa na drugem koncu eni pobarvanke barvajo, ampak to recimo, da bi jim res pomagali, tudi pri teh, recimo, če kakšne šolske stvari delajo, da imajo en miren prostor, se je pa tudi že pokazali, da bi tudi kdo se kaj pogovoril, da bi tudi, ne vem, tako da nam v bistvu že zdaj manjka prostorov, no, za še dodatne aktivnosti, tako. Še nekaj zelo nehiter. Jaz mislim, da je Mladinski center Kotlovanca pa Meska tisto, kar je bilo optimum, da smo lahko dosegali in smo to zelo dobro dosegali. Povedal si, da smo šli v zavod, zaseben, kakorkoli že temu rečemo, in je model dober. Jaz sem veliko mladinskih centrov dal čez kot eden izmed vodilnih uradov Republike Slovenije za mladino in ta je sigurno en boljših, ki jih vidim. In ima vse tisto, kar nek mladinski center mora imeti. In v 3 letih, kar se je... Dovoljen. No, zadovoljenja bo treba jih porihtati, ampak 3 leta se postavlja mladinski center in v 3 letih so se vzpostavili neki programi in še se bodo. In na občini vam sledimo, evo, če bom tako rekel. Ko ste prišli z idejo, da bi imeli pa vi televizijo, pa smo se usedali, pa sem vam dal še enih par idej, pa smo predebatirali in je prišel Matjaž, da se bo županom pogajal, in moj župan, ki je mu on razložil, župan je rekel prav. Sploh ni bilo debate o tem, ja, ne. In je bilo toliko denarja, da ta studio tukaj stoji, da bo kupljena že kamera, da spravi na vas je zdaj. Finančna sredstva so, vi morate to speljati. Hočem reči, enostavno je tudi klima na občini taka, da je sprejela mladinski center, sprejela ljudi, ki furajo to zgodbo in sprejela te programe. Je pa 2006, ko smo prišli na občinski svet z odlokom, je tisti famozni člen noter, ki piše, da praviloma je volontera nekaj tazga. Prostovoljno opravlja svojo funkcijo. Se spomnim, lahko greste gledati magnetograme, karkoli, ker sem zagovarjal, da tisti, ki bo to prostovoljno delo, ne bo nikamor prišel. Ker direktorji mladinskih centrov zaslužijo sicer 800-900 evrov, so pa supermeni. Znajo vse. Zna snemati, zna se marketingati, zna, šraufati, zna vse. To je način življenja, ne? In ne moreš prostovoljca imeti. Ampak ok, na začetku smo ga imeli, mogoče je to ena izmed tistih točk, ne? Dvigam če na višji nivo stav v mladinskem centru, ne? Ker neki ljudje, ki so tukaj neko znanje pridobili in ga pridobivajo, ne, je škoda, da gredo stran. V končni fazi je občina preko svojih sredstev vložila toliko in toliko enih sredstev v njihovo izobraževanje in zdaj bo šli drugam. Tega si pa mi, ne, če smo dober gospodar, ne smemo dovoliti. In jaz mislim, da je zdaj čas na nek način, da mandat iz 2 spravimo na 4, to je moj pogled, ker v 2 letih zelo težko kaj narediš, pa da se resno pristopi k temu, da se profesionalno določi, ali je to direktor, ali pa to zaradi mene kdo drug programski vodja. Mogoče še prej, nekdo, ki dela na vsebini, ne. Ampak vsekakor je pa to, kar je Helena rekla. Če bo to od vas prišlo, se bomo o tem pogovarjali. Če od vas ne bo prišla ta pobuda, se o tem po vsej verjetnosti ne bomo pogovarjali. Ja, tukaj smo načeli eno dobro temo, ki sem jo že prej hotel omeniti, ta nesrečna beseda praviloma. Saj vemo, da smo v pogovorih že to ugotovili, da tudi praviloma pomeni praviloma in da je lahko po to in takem tudi redno zaposlena. Tako da tudi danes je v Kamniškem občanu objavljen nov razpis za direktorja. Je pa druga stvar, da
tako kot je Brane rekel, ta mladinski center je že inkubator, ne? Kar nekaj fantov in deklet se je naučil določene stvari ob študiju in počasi bomo prišli do tega, ali bojo doštudirali in zapustili Kamnik, ali jim bo mogoče omogočeno, da se tukaj redno zaposlijo in bojo svoje znanje, ki so ga pridobili, prenašali na druge mlade. Ne. In mislim, da je res zadeva na eni prelomni točki, ko se bo treba odločiti. Ne. Ali bo to res en inkubator in tudi v ta namen določena dodatna sredstva treba zagotoviti, ali bo zadeva funkcionirala tako naprej, kot je. Ne. Je pa sigurno, da kot si rekel, Brane, da si hodil po Sloveniji, verjetno veš, da druge imajo mladinski centri zaposlene ljudi in to ne po enega, ampak več. Ne, tako da. Jaz bi tudi eno stvar dodal za na konec, na hiter. Se tudi pozna, da imamo podžupana za družbene dejavnosti, da so pogovori. Ne. Zdaj, jaz nisem hotel nič drugega reči, samo to, pomembni so mladi, nisem mladinski center kot Lovnica, kjer se mladi zadržujejo, pa kjer so. Ne. Jaz sem mislil bolj, da bomo temo tudi malo širšo. Zdaj za nekoga, ki pride v mladinski center, niti ni pomembno, ali je direktor volonter, ali ni volonter, kako to dve dela. Pomembna je pač neka kakovost in tukaj je. To so stvari, ki se morajo pač dogovoriti v okviru občine, po okviru recimo mladinskega sveta, po okviru te organizirane mladine. Bolj sem res hotel na tem, da bi se pogovarjali še malo širš, kako narediti ta stvar boljšo. Res se mi ne zdi primerno, da zdaj govorimo, zdaj nekdo 2, 3, 4 leta direktora bo 5, kako ga bomo iskali. Pomembno je, da najdemo res nove ideje, nove smeri, ker prišli smo toliko daleč, da smo te naše stvari, ki smo jih na začetku začrtali, dosegli, da smo postali res zelo kakovosten mladinski center, ki je dosti mladih, zdaj pa rabimo še više cilje, ne, da bomo še boljši. Ne. Jaz imam zmeraj pregovore, ne, nikoli nisi tako dober, da ne bi mogel biti še boljši in je treba nekako slediti temu. Je tudi z mladinskega centra, ne bo kot Lovnica in MSK neka vodilne dve vsine, ampak treba najti še več mladine, da bo nekako izobraževala se, prišla sem in pa najde del sebe. Ker sem mislil mladinski inkubator, sem mislil kot podjetniški inkubator, ker ti slediš človeku, kaj dela in ga lahko se tudi naučiš in karkoli, ampak da ga pa ti se učiš usmerjeno, da pride do nekega znanja, ki je recimo lahko v sodelovanju z njegovo fakulteto, je pa to tisti mladinski inkubator, ker ga pa nima še noben mladinski center. In to je tisto, kar mislim, da lahko naredimo presežek. Jaz bi samo to dodal. No. Mogoče bi tudi pol prišli na neformalni del, no, sej tudi to ni tak problem. Gospa Helena je že dodala, po mojem, to, kar mogoče je tudi pol za nas najbolj pomembno. Ne. Iniciative. Ne. To pomeni, če res ugotovimo potrebe mladih, ne, in mislim, da je naša naloga vseh, organizirane, neorganizirane, mladinskega sveta, društev, mladinskega centra, da te iniciative torej čim prej probamo, ko jih zasledimo, da jih probamo uresničiti. Ne. Recimo, tako iniciativo zdaj že nekaj časa sledujemo za skateparka, ne, čisto konkretno. To je taka tema, torej mladi si tega zelo želijo, ampak zaenkrat nismo naredili še takega sistema, da bi mi potem to iniciativo probali uresničiti dejansko. Ne. Ker mlade moramo poslušati, drugače ne bo ratal z njimi še na dolgi rok karkoli jih vključiti v socialno življenje. Ne. Mogoče zdaj drugično, pa mislim, da tudi taka tema za to medgeneracijsko sožitje je taka lepa beseda, ampak je zelo realna in tukaj mislim, da smo pa nekje še najbolj v zadnji. No. Ta infrastruktura in programi, ki združujejo mlade pa starejše. No. Jaz bi tlele na tej točki kar naredil en zaključek, da prejdemo potem še na neformalni del. Torej najprej smo prišli do tega, da se rabi nova strategija, da bi pa do nje prišli prek anket, da bi vprašali mlade, kaj res oni potrebujejo. Zdaj, ko je mladinski center že vzpostavljen, kaj še manjka v Kamniku, kaj še rabijo. To medmladinsko komisijo, ki bi bila v bistvu most med organiziranimi pa neorganiziranimi mladi pa občino, je bila tudi ena od tem. Zdaj MSK je samo most z občino za organizirane mlade, ki so
članice MSK-ja, neorganizirani mladi pa nimajo večje besede na občini. Pa na koncu še ta inkubator, v katerem bi lahko še razpravljali, je tudi ena od idej. Skatepark pa, kot veste, 2 leti nazaj bil neko tekmovanje v skateparku, o skejtanju, zdaj je tukaj postavljen pred mladinskim centrom nek skatepark, pa bomo videli, ali bo obstal, ali pa pač bo občina vzela nazaj parkirišče in prepovedala delovanje skejtarjev. In s tem bi tudi zaključil današnjo okroglo mizo. Hvala vsem za udeležbo.